Ljudski koronski manifest. Totalitarni obrat pri vladi. 2 tedna karantene sta se prevesila v neskončnost. Najvišje telo bi moral biti referendum, a pod korono so ga še dodatno omejili. Zadnjih nekaj tednov in mesecev je bilo polno preizkušenj za vse nas, pa ne le v Sloveniji, temveč po celem svetu. Kakšen je torej dosedanji rezultat te izkušnje? Dobra stran je, da korona ni imela veliko smrtnih žrtev. Ne pri nas, ne po svetu. Slaba stran pa je, da smo še vedno v neustavnem stanju za nedoločen čas, čeprav je postalo jasno, da izravnavanje krivulje okužb ni posledica karantene in neustavnih ukrepov, temveč naravnega vsakoletnega cikla gripe. Vsa prigoda s korono je odličen lakmusov test, kako totalitarno se država obnaša v kriznih časih. Vlada še vedno vztraja pri kršitvah človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter se še vedno hvali, da je svojo diktaturo preprečila številne smrtne žrtve. Ob tem pa seveda ne navaja dejstva, da je tudi v državah brez karantene krivulja okužb upadla in da za uvedbo diktature ni bilo nobenega razloga. Opozicija je napovedala interpelacijo, kar pa ne bo kratkotrajen in tudi neenostaven proces, je še povedal šef ene opozicijskih strank. Ljudstvo se je torej znašlo v položaju, ko je ostalo brez pravic in je popolnoma odvisno od trenutne sposobnosti opozicijskih strank izpeljati interpelacijo in ukiniti neustavno stanje, se pravi aktualno diktaturo za nedoločen čas z grožnjami poseganja v telesno nedotakljivost. A dejansko ni nobenega zagotovila, da bo opozicija uspela z interpelacijo, niti da bi lahko v primeru uspele interpelacije neustavno stanje dejansko v celoti ukinila. In če tudi bi uspela z interpelacijo in bi ukinila neustavno stanje, bi se takšna situacija lahko kadarkoli ponovila. Očitno je torej, da bo treba potem, ko se bo ta kriza z epidemijo dezinformacij in ustrahovanja končala, korenito spremeniti naš politični sistem. Sicer bo nad nami kot Damoklejev meč vedno visela možnost diktature in odvzema vseh človekovih pravic in svoboščin. Ena. Nikoli več ne sme priti do situacije, da se slepo sledi navodilom mednarodnih organizacij in se zaradi pomanjkanja podatkov in brez premisleka tvega zdravje in blagostanje ljudi. Karantena je bila namreč izpeljana povsem neustrezno, saj bi karantena bolnih in ogroženih popolnoma zadostovala. Hkrati pa je zaustavitev družbe povzročila veliko več težav kot vsakoletna sezona gripe, medtem ko nas strašljive posledice zaustavitve celotnega gospodarstva, ki jih bo najverjetneje potrebno sanirati nekaj let, še čakajo. 2. Preprečiti je treba, da nam katerakoli vlada grozi s kršenjem naše telesne nedotakljivosti. 3. Naša svoboda ne sme biti odvisna od nesposobnosti peščice opozicijskih strank. Zato je potrebno a. Spremeniti 3. člen Ustave in izbrisati stavek, ki govori o prenašanju dela naše suverenosti na mednarodne organizacije, s katerimi smo podpisali pogodbe. V zvezi s temi bi bil smiseln tudi premislek, ali naše članstvo v NATO ne nasprotuje omenjenemu členu, saj nam dovoljuje članstvo zgolj v obrambnih organizacijah, NATO pa izpričano ni samo obramben, saj je posegel v Libijo. b. Izbrisati člene v kazenskih določbah zakona o nalezljivih boleznih, ki določajo kazni za neupoštevanje ali izmikanje obveznemu cepljenju, kakršnemukoli obveznemu zdravljenju in obveznemu zdravljenju z imunoglobulini, saj so v nasprotju z 18. členom Ustave, ki prepoveduje medicinske ali druge znanstvene poskuse brez naše svobodne privolitve, pa tudi s 35. členom Ustave, ki nam zagotavlja nedotakljivost naše telesne in duševne celovitosti, naše zasebnosti ter osebnostnih pravic v skladu z deklaracijo o človekovih pravicah. Hkrati je treba izbrisati iz zakonodaje tudi vse druge člene, ki govorijo o obveznem cepljenju, tako odraslih kot še posebej otrok. C.
Zaželena je rehabilitacija zakona o referendumu in civilni iniciativi, kakršen je bil leta 1991, brez kasnejših sprememb in dodatkov na škodo ljudstva, a ta ne bi zagotavljala, da se kaj takega ne bi ponovilo. Zato je prava rešitev prevzem tistega poglavja švicarske ustave, ki govori o referendumih in ljudskih iniciativah. Hkrati bo potrebna prilagoditev 90. člena ustave in razpustitev ustavnega sodišča, saj slednje ni drugega kot politični organ, podaljšek parlamentarnih strank, torej v resnici mednarodnih političnih klik. V resnično demokratični državi je lahko vrhovni razsodnik samo ljudstvo. Ustrezno spremeniti zakon o volitvah in zakon o RTV, da bo dejansko zagotavljal politično enakopravnost posameznikov v razmerju do strank in enakopravno zastopanost vseh političnih kandidatov v javnih medijih. Konkretizirati vse člene ustave RS, ki vsebujejo pridržek in so torej odvisni od parlamenta. Redefinirati državni zbor v ustavi, prevzeti švicarsko definicijo, kjer parlament izvaja najvišjo oblast v državi, omejeno s pravicami ljudi in lokalnih skupnosti. In ne, da naj bi parlament določal pravice in dolžnosti državljanov, kjer je besedna zveza samo z zakonom, naravnost norčevanje iz državljanov. Ga ni zakona, ki bi ga lahko sprejel parlament, da bi z njim določali naše dolžnosti, in tudi pravice in svoboščine niso odvisne od volilnega razmerja strank in poslancev, temveč so nam zagotovljene po naravi in dane od rojstva. Iz ustave izbrisati vse člene, ki zagotavljajo sodno imuniteto poslancem, ministrom, sodnikom in odvetnikom. Ta člen ima smisel zgolj v slabo delujočem in skorumpiranem sodnem sistemu, sicer pa zanj ni nobenega razloga. Zdravilo je torej spremeniti sodni sistem iz sedanjega, kjer odločajo sodnice in sodniki, kar omogoča koruptivna dejanja, v porotni sistem, kjer odločitve sprejema neodvisna civilna porota, sodnik pa le poskrbi za pravilen potek postopka. Samo tako si lahko ljudstvo ponovno pridobi zaupanje v delovanje države, nujno za svobodo in uglašeno družbo. Odbor za človekove svoboščine v Sloveniji, 27. april 2020.